Danes sem bila gostja pri Maji Peron v oddaji Izberem prijaznost. Povabim vas, da prepoznate, ali ste v vašem življenju hičo ali Ferrari. Dobrodošli v novi epizodi Izberem prijaznost z Majo Peron, v kateri skozi pogovore z zanimivimi posamezniki odkrivamo, kako prijaznost vpliva na ljudi, odnose in svet. Danes je z mano ženska, ki v tebi vedno najde tisto najboljše. Predvsem tisto, česar sam pri sebi še ne vidiš. Spomnite na edinstvenost, pristnost in notranjo moč. Znana je po jasni, močni prisotnosti in sposobnosti, da v človeku prebudi pogum tam, kjer je prej živel dvom. V svojem delu združuje coaching, psihologijo, human design in sistemski pogled. Zato človeka začuti celostno, njegove darove, blokade, talente in tisto, kar ga dela najbolj neponovljivega. Mojca Sergo ni nekdo, ki ti pove, kaj naj boš. Je nekdo, ki ti pokaže, kdo si že zdaj. Pa začniva tam, kjer se vse začne, pri tebi. Mojca, najlepša hvala, ker si se odzvala povabilu, ker si moja gostja. Želim si, da danes odpeljeva eno dobro oddajo in da ljudem dava vsaj en delček tistega, kar daš ti meni vedno, kadar se srečava in v bistvu poklepetava na kakšni kavici. In prvo vprašanje, kdo si ti kot ženska, ko delaš z ljudmi, ko jih usmerjaš na njihovi poti oziroma ko jih vodiš k njim samim? Hvala lepo za povabilo v oddajo. Jaz sem ena taka raziskovalka človeške narave, našega notranjega sveta, tega, kar nas dela unikatne. In v bistvu smo tako bogati, da bi bilo zelo prijazno, da bi se mi tega začeli malo bolj zavedati, pa bolj zavestno uporabljati v vsakdanjem življenju. Ampak jaz bi tebe vse izzvala, da poveš tudi majčkeno tako tiste tvoje titule pa nalepke, ki jih ti imaš, a ne? Se pravi, si kako že? Ja, drugače sem magistra poslovnih ved, imam 10 let menedžerskih izkušenj, vodenja ljudi, vodenja projektov in vse te izkušnje so tudi mene vedno mi pomagale raziskovati človeka oziroma skozi ravno to življenje sem spoznavala, koliko enih potencialov ljudje v sebi skrivajo, pa si jih ne dovolijo živeti. Živijo kar eno tako manjšo verzijo sebe in to je tista notranjost, ko potem z ene opazovalne pozicije vidiš, kaj ljudi zadržuje, kako bi lahko, pa ne, ker so naučeni drugače. Vedno en ta konflikt med zunanjim pa notranjim svetom in našim lastnim in tudi, ko to živimo navzven. A mi mogoče povedala majčkeno več o human designu. To je nekaj, o čemer se zdaj zelo veliko govori, pa hkrati zelo malo vsi vemo o tem. Je pa, ko ga začneš raziskovati, res eno izjemno orodje, tako da bi te prosila za eno tako preprosto razlago, ki pravzaprav bo ljudi spravila do tega, da bodo začeli raziskovati. Ker kaj enkrat začneš, težko nehaš. Ja, human design je zanimiva zadeva. Mene je navdušil s tem, ker je zelo uporaben. Pri meni gre vse, ko si že me spoznala, zelo praktične smeri. In če si lahko predstavljamo, da smo ljudje sestavljeni iz atomov. En atom je sestavljen iz 1% fizične materije in 99% energije. Torej, če zdaj to prenesemo na sebe kot na posameznike, ok, tisti 1% je, kar lahko utipam, kar lahko vidim, zaznam, kaj pa je tistih 99? To so različna čustvena stanja, se pravi, mi smo si že znani z to energijo, s temi 99%, jih spoznavamo,
Human design nam pa pomaga teh 99 še bolj jasno dekodirati, jih razumeti. Se pravi, ko raziskuješ, in temu rečemo tudi energijski zapis, ko raziskuješ svoj lasten energijski zapis, v bistvu svoje možgane učimo o sebi in potem sebe veliko lažje uporabljamo, ker človeški sistem je zelo potentna zadeva, je nekaj fenomenalnega, nekaj čudovitega. To je za mene en najlepših sistemov, ki obstaja. Ga pa večinoma premalo poznamo in ravno s pomočjo human designa, ker jaz sem zelo praktične narave, pridi, razumi, spoznaj, nauči, razišči, testiraj, poglej, kaj deluje, uporabi, pomagaj sistem, kaj ne deluje, izboljšaj. In s human designom lahko vse to počneš. Zaradi tega, ker te vrača k samemu sebi domov, vedno ti kaže pot k tebi, vedno te spomni na tebe. Prej sem omenjala notranje konflikte. Human design ti jih razloži, kaj se ti dogaja, zakaj se ti to dogaja, kje zgubljaš svoj notranji steber moči, kako se lahko vrneš k njemu. In to je res taka krasna zadeva vsakemu, ki želi sebe dobro spoznati, ker bolj sebe dobro poznamo, bolj smo lahko prijazni do sebe, že rešimo svoje notranje konflikte in tisto harmonizirano različico prenašamo med ljudi. To je najlepša verzija, ki jo lahko, to je najlepše darilo za svet, ko ga lahko naredimo, da prineseš eno lepo verzijo, prijazno verzijo sebe med ljudi, ker to se širi. Ampak naša domača naloga je, da jo prej pripravimo, ne z umetno masko, ker nošenje prijaznega nasmeha, noter pa, da se znotraj sebe se pa počutimo razsute, to ni prijaznost, to je, in to se čuti, vedno bolj se to čuti. Ljudi, ki so pa resnično prijazni, ko ta prijaznost izhaja iz tiste notranje harmonizacije, to je pa darilo. In human design pomaga teh 99% ali pa vsaj en del tega, ne me držati tu za neke številke, ker to samo za lažje razumevanje, pomaga to razumeti. In bolj, ko se razumeš, lažje sebe upravljaš in če marsikdo mi že reče, mene je kar strah tega, kar bom videl, a ne. Mislim, vsak, ko je to probal, se je raznežil, zato ker smo tako lepe bisere skrivamo v sebi, ki jih ne vidimo, ker jih pač nismo imeli časa, se nismo s tem ukvarjali. Bolj smo se ukvarjali v življenju s tem, kako zadovoljiti pričakovanja, ker so nas pač vzgajali, kaj je primerno, kaj ni primerno. In tako smo razvili en socialni jaz, ki pa je pogosto daleč od tega našega resničnega jaza. In ko začneš svoj resničen jaz raziskovati, začneš en tak most graditi, začneš spoznavati, da nismo ljudje samo dobri, pa samo slabi, ampak da smo vse in vse je lepo. Ga ni junaka na tem svetu, ki bi bil brez slabe plati, ampak nič od tega dejansko ni slabo, ker je to samo vrednotenje, ki smo se ga mi spet priučili. V resnici smo ena celota in popolnost je ravno v tej celoti. In human design ti to pomaga prepoznati, videti, začutiti, živeti in to se zazna in pol si res tisto darilo, ki ga lahko daš svetu, ti sam. Ja, tako se mi zdi, ne, ko enkrat razumeš ene stvari, si lažje prijaznejši do sebe, oziroma ko si dovoliš biti prijazen do sebe, lahko temeljito raziščeš samega sebe, ne. In ta human design mi je tako res eno tako izjemno orodje za to početje in povej mi, ko so zdaj prijaznost, human design, te zadeve, kako se ti zdi, ker seveda smo v oddaji Izberem prijaznost, ne, kako prijaznost vpliva pravzaprav na vsakega posameznika? Gremo najprej tako do nas. Kaj za vsakega posameznika po tvojem mnenju pomeni, če zna biti oziroma ko zna biti prijazen sam do sebe? Ja, ta je močna. 2 minuti imamo, tako da. Prinese notranji mir, občutek varnosti in prinese tudi en občutek izpolnjenosti. To je v bistvu tisto, kar mi vsi iščemo resnično v življenju. In odpira prostor za čutenje ljubezni, tudi bolečine, ampak bolečina se zdravi z ljubeznijo in te poveže s samim seboj. V bistvu, ko je človek neguje prijaznost znotraj sebe,
neguje tudi svoje fizično telo. Takrat pride do ene harmonizacije in takrat vidimo ljudi, ki žarijo, ki živijo in so polni in rečemo, da so v dobri energiji. Ja, ker so uspeli zharmonizirati vse tiste delčke znotraj sebe, ki so silili vsak na svojo stran. Ampak ko jih ti pogledaš, pa se zaveš, da je to tvoje, da je to del tebe. To je tako lepo in to se zloži v eno tako lepo celoto. In to je ravno ta kemija. In ko se pogovarjamo o odnosih, enako. Kako bom jaz sočutna, na primer na enem delovnem mestu, ki je stresno, če že sama pridem razsuta v službo, se ne znam zložiti skupaj, ne znam biti prijazna do sebe in potem naj to prijaznost ponujam drugim. Vse drugače, ko z masko ne gre, ampak zdaj razkrivamo ali pa že nekaj časa govorimo o tem, da se da tudi drugače in tu so tiste glavne korenine, ki gradijo odnose, ki si jih mi vsi želimo, pa še jih ne znamo prav živeti, zato ker se vsak odnos začne pri vsakem posamezniku. Se pravi, moj odnos s tabo, s teboj, če bi jaz prišla na levi nogi in bi se midve srečali, takrat Mojca ni prijazna, Mojca ni zmeraj prijazna. Takrat Maja izzove prijaznosti z Mojce. Nadaljujemo v naslednjem delu čez par minut. Dobrodošli nazaj. Mojca, nadaljujeva midve pri podjetjih, prijaznosti. V odnosih. Ja. Ljudje se potrebujemo bolj močno zavedati, da vsako podjetje je zgrajeno iz ljudi. To pomeni, vsak posameznik, ki pride na eno podjetje, prinese en del sebe, svoj sistem. Bolj ali manj ali zelo prijazen. V kakšni koži smo, nam pa to ne piše na čelu. In predstavljaj si, da ti različni skupki gradijo tim in je že tu ena zanimiva dinamika. In potem imaš več takih različnih skupkov. In na koncu je še vodja. V kakšni koži vodja pride. In to so stvari, ki so zelo pomembne. Prej smo se pogovarjali o energiji. Ljudje smo si zelo različni. Mislim, da ni dveh enakih po energijskem zapisu, da smo res čisti unikati. In ko se mi spoznamo, lahko damo tudi drugim kolegom, sodelavcem navodila za uporabo, kdo smo, kaj potrebujemo in kdaj potrebujemo. Če pride Mojca neprijazna, pa je Maja v ekipi, ki ponudi prijaznost, je točno to, kar je Mojca v tistem trenutku potrebovala. Mojca, spomni se, bodi prijazna s seboj. In to lahko mi v trenutku naredimo, to ni stvar ene ure dela. Tako. A ne? To gre samo za en premik energije dejansko. Tako. In to je izbira. Misli, nasmešek pride, sprostiš se in si že rešil pol stvari, notranje napetosti. Tako, ne sme se predvsem čakati, da bi bil nekdo drug prijazen, a ne? Se pravi, lahko si prvi prijazen ali prav je, da si ti tisti, ki je prvi prijazen, a ne? In zelo hitro drugega potegneš v ta krog, v to energijo. Zelo težko se zgodi, da si ti prijazen, nekdo je pa do tebe neprijazen, a ne? Ja, točno tako. Kar žariš, to ti ljudje dajejo. V najslabšem primeru nekdo počaka in ne ve, kako bi se odzval. Ja. In to želim reči. Še vedno opažam, koliko je in ko je podjetje prijazno, da prostor človeku za razcvet, za kreacijo. Na ta način mi ustvarjamo to varnost na delovnem mestu, ki jo iščemo pogosto. Zato, ker ko smo prijazni, ne obsojamo. A veš, meni je zelo všeč tisto biti prijazen, ko si dovolj nežen, da ne raniš in istočasno dovolj močen, da zdržiš, ko te nekdo drug ne hote rani. In to je kapaciteta. In to lahko mi vsi zgradimo. In želim se vrniti to, ko bi se ljudje malo bolj sebe poznali, bi gradili boljše time, bolj harmonične time, več bi bilo avtomatsko posledično varnosti, več bi bilo zaupanja, tudi eksperimentiranja. Želimo si inovativnosti, želimo si ambicioznosti in ko bi mi to ne obsojali, bi to dosti bolj cvetelo. In zatem uspeh avtomatsko pride kot ena posledica. In tudi ljudje v firmah bi se počutili izpolnjene. Občutek izpolnjenosti je v bistvu tisti, ki poganja zavzetost. In ta zavzetost gradi kulturo. In ta kultura podpira strategijo. Strategija pomaga dosegati cilje, cilje pa vizijo. Tako. Ker kultura
poje strategijo za zajtrk. In ta zavedanja je treba imeti. In ko to pogledamo sistemsko, celostno, takrat lahko se šele zavemo, kako so najbolj preproste stvari, slišati preproste, kako močne so, kako premikajo svet. Zato je meni tudi ta prijaznost pri tebi, ta projekt zelo všeč, ker ima veliko ene moči, zelo lahko premakne ljudi. In če si samo zamislimo, kakšne so lahko posledice prijaznih timov, jaz mislim, da so to sanje vsakega, ki je kadarkoli začel ustanavljati svoje podjetje. Ker to se pol samo zgodi. To se absolutno strinjam s tabo. In tudi s tem, kar govoriš, dejansko se vse začne pri nas samih. Ja. Pri poznavanju samega sebe, pri obvladovanju samega sebe, pri naših vrednotah, ki jih imamo, in pri odločitvi, kaj želimo v svetu doprinesti. In nihče ni samo sebi namen. To je nekaj, kar jaz ves čas se trudim nekako ljudem povedati. Veš, kaj me zanima? Lahko nekaj dodam? Prosim. To se mi zdi pomembno, ko si rekla, nihče ni sam sebi namen. Človek ni narejen, da bo živel v samoti. Mi smo bitja, ki živimo v skupnosti. Potrebujemo se pa opolnomočiti, da bomo lahko kvalitetno in izpolnjeno živeli v skupnosti. Tako. In do te točke pridemo s pomočjo tega, kar smo se do zdaj pogovarjali. Izolacija ni rešitev. Tudi če ti je težko med ljudmi, razišči, zakaj ti je težko med ljudmi. Tako. Ne iti na samoten otok, ker tudi tam ne boš srečen. Tam ni občutka izpolnjenosti. Ko pa mi gradimo take polne odnose in damo v odnos in dobimo, se ni zmeraj sladko, je tudi grenko, pa je tudi boleče, ampak ko ti zmoreš to zdržati bolečino, da se razpusti, takrat pa pride neverjetna nagrada. Ja, predvsem kamorkoli gremo, sami sebe nesemo s sabo, to je prva stvar, ne. Drugo pa te malenkosti, a veš, tako se mi zdi, ko se z nekom pogovarjaš, pa vidiš v njem ene stvari, ki jih mogoče on samemu sebi ne vidi. Pa ga na to upozoriš, pa ga opolnomočiš, pa si v bistvu do njega prijazen. Pa ko vidiš v bistvu, koliko temu človeku to pomeni, ta človek to potem nese naprej. Ampak iz tega se kar naenkrat on bo prijazen do nekoga drugega, zato ker mi želimo, človeštvo po eni strani, ko gledaš, gre res v tri krasne, ne, imaš občutek. Ampak po drugi strani je pa vedno več ljudi, ki se zavedajo tega, da imamo sami vpliv na to in da mi sami kreiramo ta svet. In če se ti dobro počutiš in če tebi nekdo naredil nekaj lepega in nekaj dobrega, se boš ti potrudil to narediti nekomu drugemu. In to je v bistvu potem tako, kot ena snežena kepa, ki se začne kotaliti. In ne vem, jaz recimo imam tako občutek, ko z nekom si in si do njega prijazen in vidiš, da si mu polepšal dan, pa si ga s tem polepšal tudi samo sebi. In to so te drobne stvari, ki so tako preproste, ne vem, mogoče premalo, bom rekla, kako že, premalo imenitne, da bi jih nekateri ljudje uporabljali. V bistvu pa tako preproste, pa tako učinkovite, da težko brez njih. Ampak greva zdaj še malo nate. Ko človek pride k tebi, kaj ti najprej pri njem opaziš? Človeka najprej začutim. In pa priznam, da me zanima, kakšen biser skriva. Kaj so njegovi talenti, kaj so njegovi darovi, zakaj je on tukaj. Ker vsak od nas ima nekaj, kar lahko doprinese v skupnost. In ima nekaj neponovljivega, nekaj edinstvenega. In je škoda, da tega ne bi ta oseba živela. In to me kar prižge, tako prav čakam, kaj je tu, kje je, kakšni verziji sebe živi, pomanjšani, ta močni, kje se zatika, ker komaj čakam, da pride ta zatik na plan in da lahko ga ozavestiš. Se ni treba veliko. Prepoznaš, rečeš, aha, ker ta zatik ima nek vzorec, prepoznaš še vzorec, če so cikli, še cikle. In v bistvu cel sistem z enim premakneš na naslednjo stopničko, na recimo še bolj prijazno, opolnomočeno verzijo sebe biti prijazen, to premakneš za eno majhno stvarjo. In
to biti prijazna, ne, to ni stanje, kjer si ti lahko 100% cel dan. Trudiš se, ampak to je konstantno učenje in mojstrenje, ampak je lepa pot, ki ti lepša dan, tebi, drugim, tako si zdaj lepo povedala, ne, pride do efekta snežene kepe in ti daješ, ko pa rabiš, pa ti nekdo drug da in te spet potegne gor, tako za roko, ko si pomagamo. Jaz tebe, pa ti mene in zato je skupnost, ker skupaj smo močnejši. Imamo toliko lepih pregovorov, pa vsebin in Mali princ je bil meni zmeraj všeč, je rekel, bistvo je očem nevidno. Srce rabiš dati ven in jaz pač imam rada ljudi. Mogoče še malo bolj, ker se zavedam, zdaj zadnja leta se še bolj zavedam, ko sem to malo še bolj raziskovala, ta notranji svet, kakšno bogatstvo se v ljudeh v resnici skriva. Ampak kaj, zdaj, ko smo prišli do tega, daj mi povej, kaj te je pa pripeljalo do tega, da si sploh začela raziskovati ljudi oziroma raziskovati samega sebe? Ravno ta neprijaznost do mene, ki sem jo živela mnogo let. A veš, ta Mojca, ki je po eni strani bila vzgojena in naučena, kaj je prav, pa tistim mojim počutjem, ki ni bilo v redu. Jaz sem doživela tudi burnout, imam za sabo kar nekaj zanimivih izkušenj in spoznala sem, v bistvu zdravje mi je začelo padati iz nekih nejasnih razlogov, nisem se v redu počutila in ko se jaz slabo počutim, sem zelo zoprna. Nočeš me videti, zobje mi stojijo ven, pa vsi idite stran. Ampak ostanem sama s sabo in tak nisem hotela živeti. In potem na neki sebi sem počutila, da bi lahko bilo drugače in potem se opolnomočaš, učiš, jaz sem na raznih šolanjih tudi od transformacijskega coachinga do coaching psihologije, do raznih psiholoških prodajnih treningov, ker zmeraj spoznavaš to, potem do hipnoze, hipnoterapije, zanimala me je podzavest, ta cel človeški sistem, to pot sem raziskovala, ker me je res zanimala povezava možganov, telo, nezavedni del, tista ledena gora, ko je samo vrh iz vode, ne, kaj je zdaj tu spodaj, kako s tem delati, ker tudi za sebe in za druge ljudi, ko sem to opazovala, sem čutila, da mi smo vsi Ferrari, vozimo pa ko fičoti. In ne moreš za 500 plus konji po avtocesti voziti 30 na uro. Treba je odpreti te ventile, ker bo svet lepši, ampak v prijazni različici, ker najlažje je biti grob. To ni težko postreljati ljudi okoli sebe z besedami, pa jih naluknjati. Sam s tem tudi sebe uničujemo. Tudi to si moramo počasi priti gor, po domače povedano. Super, Mojca, hvala. Mi nadaljujemo čez nekaj minut. Dobrodošli nazaj. Mojca, da mi nadaljujeva z naslednjim vprašanjem, zakaj se ti zdi, da so ljudje, da je toliko ljudi še vedno toliko v glavi, v umu, pa čeprav jim mogoče občutki govorijo nekaj drugega? Ja, zelo dobro vprašanje. Ljudje smo že od rojstva pa v kasnejših letih konstantno fokusirani na učenje. In mi, če si predstavljamo, da svoj treniramo prvo polovico svojega življenja. S tem, ko gremo v šolo, na fakulteto, v srednjo šolo, ko se izobražujemo, ko še imamo kakšne druge aktivnosti. To je tako mišica. In tista mišica, ki jo treniraš, tista raste. Pogosto je pa telo zapostavljeno v tej točki, da bi mi imeli razne somatske vaje, pa se učili poslušati tudi naše fizično telo. Ker pogosto, ko bi mi poslušali telo, ne bi mogli izpolnjevati pričakovanj zunanjega sveta, ker si enostavno utrujen. Je pa največja moč ravno v telesu. In telo je naša čarobna palčka, če bi ga znali pravilno uporabljati. In karkoli lahko danes naredimo na tej točki, ko se zavemo, da fejst delamo z glavo, preveč na glavo, kakršnakoli praksa, ki nas vrača nazaj v čutenje telesa, bi bila zelo dobrodošla, zato ker nas potem razne bolezni ne bi več presenečale. Kajti,
Ko nekaj ni prijazno do nas samih, v naši notranjosti, ko imamo mi notranji konflikt, zato ker želimo doseči nek cilj, pa neko pričakovanje, pa telo govori ne in se v telesu vse nekje nahaja napetost, samo mi jo preslišimo, ker telo pa tudi ni tako strašno glasno. Po drugi strani, če pa to še razložim iz področja human designa, imamo pa ljudi, ki imajo res eno kapaciteto tudi v tem zgornjem delu glave, kar se tiče energije, in tu se konstantno dogaja. In ti ljudje potrebujejo še bolj zavestno sebe vračati v telo. Dobesedno rečeš, mislim, stop, grem v čutenje. Zato, da ti res začutiš resnico, ker resnica ne prihaja iz glave, resnica vedno prihaja iz telesa. Če pa je ne želimo slišati, se pravi, smo že v prvem koraku neprijazni do sebe in želimo doseči nek cilj, pa mislimo, da drugače ne bo šlo, tudi če je cilj usklajen z nami, gremo preko telesa, si naredimo tu minus, gremo neprijazni v svet za voljo enega cilja. Pogosto je to ohranjanje miru, da ne gremo v neke, da ne izrazimo sebe, zato ker ne želimo povzročiti enega čustvenega odziva. In to so take zelo zanimive dinamike. Biti v telesu, pa biti prijazen sam s sabo ali pa voziti na glavo in z glavo delati, je zelo velika razlika. Ferrari uporablja telo, Fiče uporablja samo glavo. In prihajamo v čas, ko znanja, strategije, vzorci, metode niso več dovolj. Enostavno stvari, ki so do zdaj funkcionirale, ne delujejo več. In zato je en velik klic nazaj k sebi, nazaj v telo, nazaj biti prijazen do sebe, se začutiti, ker telo nas bo vedno vodilo po pravi poti. Glava pa je tista, ko bo ustvarjala cikle, vzorce, in ljudje smo neverjetni, s kako različnimi zgodbicami mi zapakiramo eno in isto situacijo in zmeraj, ko pridemo na en Y razpotje, telo bi šlo levo, ker ve, da je to pot v rast in v premik na naslednjo točko. Ne, glava ima 100 razlogov in seveda smo naučeni, da je to tudi varno, če lahko argumentiraš, če lahko razložiš, pol je to ok in greš seveda po varni poti, ker tudi možgani imajo to veliko raje, kot pa v neznano, čeprav je znano iz telesa, in lepo greš spet stari veliki krog nazaj, ampak to tako velik, da sploh ne vidiš, da hodiš v krogu v življenju. In to je tisto, ko se nam pol stvari ponavljajo, pač ker preveč vozimo na glavo oziroma premalo uporabljamo svoje telo. Jaz imam občutek, da prevečkrat uporabljamo glavo zato, ker nas je strah, ne? Točno to, kar si ti zdaj povedala, ne? Uporabljamo svoj razum, ki nas pelje po nekih, kako bom rekla, jasnih poteh, po nekem naučenem programu, po katerem bomo prišli do cilja, ne? Ampak kolikrat pa na račun razuma utišamo svojo intuicijo? Ja, če si v glavi, ne slišiš. Intuicijo iz mojih lastnih izkušenj. Intuicija se pri meni oglaša zelo nežno. In takrat, ko je tišina, oziroma če živim v nekem miru sama s sabo, če se meni nekam mudi, mogoče bo nekaj naredila, pa jaz šele kasneje, čez 2-3 dni si pridem gor, opa, se mi je pa že prej to bilo sporočeno, mi je že povedala, a ne? To je eno, da si počasen, da jo lahko slišiš, in drugo, ko te je strah, je ne moreš slišati. Strah intuicijo utiša. Se pravi, za sebe moramo vedno poskrbeti, da imamo občutek varnosti, da smo v nekem varni coni, se pravi, znotraj sebe, da imamo mir, in potem intuicija govori. In je neverjetna navigacija. Ljudje, ki imajo tudi po human designu aktiviran ta center, kjer je energija intuicije, jo imajo ves čas na razpolago in to je njihova strategija za naslednji korak. Jo pa lušno povozi, ker je to naša natrenirana mišica, to je. In to je en del nas, človeškega sistema, ki smo ga mi zelo izmojstrili. In zdaj je pač, če smo sedaj tako, je treba pač priti nazaj ravnotežje. Se to ne pomeni, da teh znanj ne uporabimo, samo integriramo jih na drugačen način, bolj prijazen. Ja, nekako je treba uravnovesiti stvari, ne, in uporabljati vse, razum, intuicijo, telo in vse te stvari. Ti mi povej še, v bistvu, da se vrneva na prijaznost. Kaj se ti zdi, da po tvojem mnenju v današnjem času
prijaznost pomeni, če jo gledava v smislu ali pa skozi oči ali pa na nivoju voditeljstva? Prijazen voditelj, prijazen do sebe, pomeni, da stoji v močnem stebru, da je trden, ko pridejo razne okoliščine, in tudi agilen, ko pridejo spet druge okoliščine. In ko voditelj postavlja energijo prijaznosti v podjetju, se to prav spusti kot tak prostor. In celo podjetje ima krasno podlago, da tudi pritegnejo ljudi, ki so pripravljeni biti prijazni, graditi na prijaznosti, razvijati prijaznost na sebi. In tudi pritegne take partnerje. Naj si bodo to dobavitelji, naj si bodo to kupci. Včasih ljudje ne vejo, zakaj racionalno točno nekaj izberejo, ampak za tem neki magnet je. In to je tisto, kar smo se prej pogovarjali, kaj daš, to dobiš. In podjetništvo ni čisto nič drugače. In ko voditelj sebe investira, da postane najboljša verzija sebe in tudi istočasno največja, najmočnejša, več ni. Zato, ker bo vse ostalo delovalo tako sinhronizirano na enem tem nivoju, da bo in družbeno odgovoren, in okolju prijazen, in dostavljal rezultate. To se bo samo od sebe zgodilo kot posledica. Ampak mora biti prijazen. To pomeni, da tudi pove resnico takrat, ki si je nekdo ne želi slišati. In zdrži njegovo bolečino. In tista oseba vzame svoj del te zgodbe in pogleda svojo bolečino in prinese naslednjič prijaznost s seboj. Super. Mojca, meni je res žal, da se je najin čas danes iztekel. Najlepša hvala, ker si bila moja gostja. Res želim ti vse dobro na tvoji poti in še veliko, veliko human designov narejenih in spreminjanja življenj ljudi na prijazen način. Vam, dragi gledalci, pa tudi se zahvaljujem, ker ste bili z nama. In vas povabim, da začnete oziroma nadaljujete s spreminjanjem sveta, najprej tistega svojega in pri sebi.